Bravo, Tina, da bi zdaj tako samo še nadaljevala, še druga polovica, pravzaprav že samo zadnja tretjina jo čaka tega smuka. Sijajno je, sijajna, 1:12:41 umestni čas, Dominik Gizin, Tina Maze pa pri zadnjem merjenju 38 stotink sekunde spredaj. Samo da zdaj ne bi bilo kakšne napake, odlično, zdaj ne mogoče ena manjša, ampak mislim, da ni šlo po zlu nekaj stotink mogoče. Dajmo, Tina, v globoki smukaški progi je, tik pred ciljem, mislim, da bo to res izjemen rezultat. Dajmo, Tina Maze, še približno 5 sekund, ali bo to prevzem vodstva, ali bo to najboljši položaj v tem trenutku. Tina Maze je v cilju, izenačena! Tina Maze skupaj v vodstvu, neverjetno kakšen razplet. Prva, Dominik Gizin in Tina Maze skupaj, objemajo se v slovenskem in švicarskem taboru v ciljni areni. Tina Maze visoko dvignjene roke, dvojno vodstvo in samo še ena tekmovalka v elitni sedmerici. Blizu smo zlati kolajni, samo še ena nevarna tekmica. Kako zanimivo, objemi v ciljni areni, danes morda 2 olimpijski prvakinji v roza hutorju. Tina Maze je kar vrgla v zrak svoja očala, ne ve, kaj bi še naredila, zdajle se ji je odvalila. Gromozanska skala od srca, to bo kolajna, v to smo prepričani. Samo vprašanje, ali bo to zlata kolajna, prva v zgodovini slovenskega športa na zimskih olimpijskih igrah. Zadnja v elitni sedmerici je zdajle na progi, Avstrijka Ana Feniger, tudi ona odlična v letošnji sezoni, vendar pa Tina Maze je izvrstno opravila s to smukaško predstavo in vprašanje, če je lahko Avstrijka še hitrejša. Je pa hitrejša pri prvem merjenju umestnega časa, vendar videli smo, da je bila pri tem merjenju umestnega, potem pa napaka in izločila